moja plača je zdaj bruto, koliko stane podjetje, cirka 3000 evrov. Meni pa dobiš 1600. 1600. A poznaš svojo bruto plačo, svojo pravo plačo? To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj najo in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Že David. Sem videl, da bo danes govorila o plačah. Ne moji. Ja, tudi moji ne, sploh ne te iz podcasta. In ko sem tole malo bral, sem si rekel, veš, kot tista, kaj je že basen o pošasti, ki na koncu reče, za 9 gorami, za 9 vodami, a pizda, ki je živim. Povabil si koga? Kolega, ki se spozna, na? Kolega, ki se spozna na računovodstvo, dela v financah že leta. To je ta cene. Ja, cene. Cene živijo. Živijo. Cene, zakaj sem ga povabil? Cene je dolgo leta dela v financah in računovodstvu, spravo veliko izkušenj. Trenutno pa je vodja finančno-računovodskega oddelka v eni srednje veliki firmi v Sloveniji. Držalo. In ga lahko kaj vprašamo o plačah. Končno bova lahko razložila, koliko zaslužimo. In poleg rubrike, koliko to ostane, bo vedela še, koliko nama ostane. Ali pa koliko nam ostane. Ne? No, ampak mogoče sploh, preden se tole zapodimo, kaj sploh je plača? Kaj plača stane zate? Ja, prihodek za upravljeno delo. Ja. In zato, da lahko sploh karkoli delamo, moramo žrtvovati svoj cajt, ne? Tako je. In energijo in znanje, in zato smo kompenzirani z plačo. Z denarjem, z valuto, ki je trenutno v veljavi. Ker smo prisiljeni to valuto dobiti na oseben račun bančni. Še to. Cene, a si rajš dobil plačo v gotovini ali pa kamorkoli bi si zaželel, ali mora biti na osebnem računu? Ti je to dobro? Ko bi se temu rekel, vidika udobja mi je drugače bolj praktično, da je na računu. Ampak bi bilo pa fino, da imaš še možnost izbire. Sicer. Se strinjam. Zdaj, ne predstavljam si sicer, da bi dejansko mesečno mogel izplačevati plače v gotovini. Ampak tako načeloma v ZDA to ni nič ne. Tam ni nič nenavadnega. Ja. Tudi pri nas še par 10 let nazaj. No, ja. Gotovina je še vedno. Zdaj s tem pri nas, kako računovodja vidi plačo? Mečkan smo pogledali razdelitev plač v Sloveniji, se pravi postavke bruto, neto in pa naš famozni bruto. Čakaj, zdaj pa preden začneš to razlagati. Kako ljudje v vaši firmi razumejo, kaj plača sploh za njih od teh treh, ki si tam omenil? Zelo malo jih je, ki sploh poznajo svoj bruto in vejo, kaj bruto je. Če bi pa nekomu omenil bruto, ki ne dela v financah ali pa v računovodstvu, pa mislim, da bi te že majhen čuden gledal, o čem sploh govoriš. Ker za večino je pomembno v končni fazi niti ne neto, ampak kaj dobijo na račun. Ker pomeni, da marsikdo ti bo rekel, da njegova neto plača tudi še zraven, kar dobi za prevoz pa malco. Okay. Povrnitev stroškov, kam je pač povrnitev stroškov, ki jih imaš, sicer to je spet neka pa če ima kakšen slovenska posebnost, s katero si sicer, če smo čisto pošteni, dvigujemo neto plačo, ampak brez tega bi pa že tako so plače zelo obremenjene z davki, če bi imeli pa še to, če bi pa še to izvzeli pa dali to v plačo noter,
bi bilo pa še toliko večja obremenitev, ker pač tam dejansko prevoz in malca sta neobdavčena do določenega zneska. Ne. No, pa dajmo zdaj pogledati eno povprečno slovensko plačo. Malo številke pogledamo, pa kam to gre vse skupaj. Ja, zdaj zadnja bruto plača objavljena na uradu je bila za november 2024 in je znašala 2518 evrov. Zdaj to je bruto plača, ki nekako se predstavlja... To dobim na račun. Ja. Dobiš malo manj, no. Dobiš malo manj. Se pravi, na 2518 bruto dobiš ven 1616 neto plače. In kam pa pol to gre? Ja, to se pa plačamo pokojnino, ampak ne našo, ne? Plačamo pokojnino za tiste, ki so že v pokoju. Potem plačamo zdravstveno zavarovanje, pa potem so pa še druge postavke, ki so sicer nekoliko niže pri tem, ampak pač za poslovanje, pa starševsko varstvo. Ano, pa seveda še ta ukinjeni dodatno zdravstveno zavarovanje, ne, ki je bilo ukinjeno, kakor jaz vem. Ukinjeno pa ga moraš plačati. Ja. Zdaj je ukinjeno, zato ker če ga plačaš iz bruto plače, potem je ukinjeno. Ne? Aha, ok, dobro. Kjer je največji od teh prispevkov? Ja, za pokojnino, definitivno. Koliko je to procentualno? Ja, zdaj mogoče se moramo tukaj prek že vrniti na bruto. Čak še malo, kaj pridemo? Ja, ok, no prvo, potem povem samo, koliko iz bruta plačamo za pokojnino. Zdaj pri povprečni slovenski plači boš za pokojnino plačal 390 evrov. In to je v tem odstotkih kaj? To je 15,5%. 15,5? Ja. Ok. In za zdravstveno zavarovanje 160 evrov, kar je dobre 6%, se pravi 6,36%. Okay. Ostali so pa taki manjši. Ostali so manjši, ja, ne? Potem za zaposlovanje, pa za starševsko varstvo in pa obvezni zdravstveni prispevek, ki je trenutno še 35 evrov. Ja. Ampak vprašanje, koliko časa bo še 35 evrov. Ne? To je ta ukinjeni To je ta ukinjeni, ja, tako. Ok. Se pravi, jaz da bi jim si rekel, koliko 1600 ali 1500, koliko? 1600. 1600 na račun, moja plača, bruto plača je pa 2000, koliko? 518 evrov. Pravi, ampak lahko malo zaokrožujemo se. Ja. Zdaj si malo komperiramo. Ampak to zdaj večina ljudi, se pravi, neto plača, bruto plača, to, ko pa večina ne razmišlja, je pa dejanski strošek oziroma moja plača, ne? Ki je pa bruto, kaj pa to pomeni sploh? Tako, to je pa dejansko toliko, kar delodajalec nameni za našo plačo. Kajti bruto plača za delodajalca ne pomeni, da nam izplača bruto plačo, ampak pomeni, da dobi gor še 16% davka in, niso davki, to so prispevki, ne? Ampak ok, pač drugo pojmenovanje je ista zadeva. In na koncu pridemo na povprečno bruto plačo, je bruto 2924 evrov. Se pravi, smo že blizu 3000 evrov dejansko stroška za podjetje, za bruto plačo v Sloveniji, povprečno bruto plačo v Sloveniji. Okay. Se pravi, obdavčitev je, moja plača je zdaj bruto, koliko stane podjetje, je cirka 3000 evrov. Meni pa dobiš 1600. 1600. Aha. Kam pa gre ta denar? Kam gre razlika? Ja, no, zdaj, to je pa zdaj to, ne, še, potem moramo še enkrat prešteti, se pravi, na bruto delodajalec da 16% še za prispevke in ti so spet sestavljeni glavnina iz pokojninskega, ki je na bruto plačo, se pravi to, kar plača delodajalec, kar ne gre z našega bruto, je 222 evrov in pa spet zdravstveno zavarovanje 165 evrov. A gre to v iste sklade, v iste... Ja, seveda. Seveda gre v iste. V iste žepe. Prosim? Se prišteva v naš račun v pokojninski blagajni? Ja, v pokojninski blagajni. V pokojninski blagajni, ne. Mislim, kako se izračunava pokojnina, je zdaj, mislim, ne vem,
a hočemo iti v to zgodbo ali ne, ampak Ja, tako da dobi folk čim manj. Ne? pač mi imamo vzajemnost, a ne, tako da pač pokojnino mi plačujemo za tiste, ki so že v pokoju, a ne zase. A ne, nimam jaz posebnega računa nekje, ki se to nalaga. Ne. Ne? Ker to sem jaz pred časom mogel razlagati starejšim ljudem, da to dejansko ni tako. Ker oni so prepričani, da imajo nek račun, ne? Se pravi, ko so plačevali v 40 let, da je to bil poseben račun, ker za njih je tam sedel denar, ne? In zdaj koristijo to. Marsikdo rad reče, ja, da je veliko plačal, kar je res, ampak ne zase. Ne? Ni plačal zase. Tako da, zato se pa tudi leta, pa odstotki odmerni, pa tako naprej spreminjajo, ne? Ko se dejansko izračuna, kakšna bo naša pokojnina. V našo korist, verjetno. Ja, seveda. Pa zakaj vedno kontra nam? A ne dela država za nas? Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Se pravi, pogledali smo, kam gre denar, ki gre v spis, kaj pa prispevek za zavarovanje. Nekaj gre iz našega, bruto, nekaj ga plača delodajalec. Ja, za naše, kako so že rekli, brezplačno zdravstvo, ne? Brezplačno zdravstvo, ki ga plačamo mi s prispevkom. Ja. A ni to zanimivo, da moramo plačevati nekaj, kar je brezplačno? Zato, da potem si brez osebnega zdravnika in pa, če se ti slučajno kaj zgodi, pač dobro, če si lihna. Če si dosti resno poškodovan, te obravnavajo takoj, ampak če pa nisi dosti resno poškodovan, boš pa prišel na operacijo tam čez leto, 2, 3, 4. Se pravi, V bistvu hoče, da prejmeš, ne? ja, skoraj. Ne, mislim tako. Se pravi, mi smo imeli na dolgotrajni bolniški osebo, ki je pa čakala na operacijo, 5 let. 5 let. 5 let je bil na bolniški. Ampak, strošek je prvi mesec. Prav razumem, potem gre pa to na državo. Ja, seveda, ja. Ne, gre na državo, gre. Ampak, vedno je ampak. Mi plačamo, ne? Mislim, dobro, lahko bi rekel, da je on plačal to iz svojih preteklih plač, glede na to, da se to plačuje, tudi iz plač, pač nek znesek, vsa leta. Ampak, dobro, kako, iz katerega žepa to gre, pustimo, ne? Ampak bolj je to, da bi ta oseba, če bi bila v našem brezplačnem zdravstvenem sistemu preoperirana, se prej vrnila na delo in prej začela pač spet prispevati nazaj v blagajno, namesto da je bila na blagajni. In tej osebi ni bilo v interesu, da je na bolniški, zdaj pustimo tiste, ki jim je, ampak tej pa ni bilo, pač enostavno ni bilo, pač pri nas te operacije določene, se čaka dolgo, razni kolki, kolena, podobne zadeve, to so čakalne dobe, leto, 2, 3, 4. Ja, jaz sem čakal 4 leta, recimo. Ja, zdaj zakaj je ta poudarek na brezplačnem, je to, da dejansko brezplačno obstaja. Pač obstaja samo to, da pač nekdo vedno plača. Zdaj pa samo iz kje se plača, pa kako se plača. Brezplačno ne obstaja. Sloveniji smo zelo dobri v skrivanju teh prispevkov. Tako ne, ali pa mislim, dobro smo v skrivanju davkov, zato ker tudi tole zdaj recimo, jaz sem rekel, da je to vse davk. V resnici so pa to vse prispevki, mislim, v resnici imenujejo se prispevki, ampak vsaj kaj je prispevk? Prispevk je drugo poimenovanje davek, oziroma to je namenski davek, tako rečeno. Kot davek,
za katerega vemo, za kater namen gre v tem stilu. Ne. Je pa še vedno davek. Ne vemo pa, kako se iz teh računov stvari porabljajo. A je to javno? No, tukaj to pa bo pa že mehen preveč zame, to pa res nisem šel pogledat. A se čisto točno ve? Na drugo epizodo, da obdelava. Zdaj za pokojnino vemo, a ne? Kam gre zdaj za zdravstvo? Načeloma gre za zdravstvo. Upam, da gre za zdravstvo, no? Da ne gre še kam drugam. Malo se debel gledamo. Glede na to, da zbiram zmanjka, recimo, da gre za zdravstvo. Ne? Mislim, da je. Ampak gre tudi za dobaviteljev zdravstva. Ne? Ok, dajmo zdaj povzeti, če jaz prav razumem. Mi imamo poprečno plačo slovensko in sicer moj bruto plača je 3000 evrov približen. Drži? Bruto. Bruto. Tako, ja. Strošek delodajalca za to, da tebe izplača. Tako. Na račun dobim pa približno 1600. Tako. Zdaj, klej vmes so pa prispevki in dohodnina. Tako, akontacija dohodnine, ki je določena po razredih, glede na to, pač, v kateri razred padeš, se procenti spreminjajo. Zdaj, ta lestvica je objavljena na spletnih straneh, tako da se jo lahko vsak zelo hitro pogleda. Recimo pri povprečni plači je to 310 evrov. Akontacija dohodnine in če je to samska oseba, pač po vsej verjetnosti ne bo mogla kakšne posebne olajšave več koristiti, kar pomeni, da bo to pač tudi na konc leta plačal. Medtem ko nekdo, ki ima pa otroka, pa ga lahko potem uveljavlja, kot je olajšava, pa lahko dobi nek del tega vplačanega zneska nazaj. Če pogledamo obdavčitev se pravi obremenitev dela v podjetjih, po OECD v 2024 so naredili in sicer za leto 2023 se Slovenija nahaja na 7. mestu med 38 državami OECD in sicer je obdavčitev oziroma koliko nam ostane od bruto 56,7%. Ampak se pa pripravlja še nekaj drugega. Skoraj pol plače pustimo. Kaj se pa pripravlja zdaj, mislim, da še v tem letu? Ja, zdaj predvidevam, da je predvidevam, da je cilj, da pridemo na 50% pri povprečni plači, na obremenitvi. Ker z avgustom dobimo še se bo pojmenoval prispevek za dolgotrajno oskrbo ali nekaj podobnega. Skratka, pač dodaten davek. Dodaten prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki se bo 1% plačal iz našega bruta in 1% na naš bruto. Ampak nam niso obljubljali, da bojo plače razbremenili? Ja, dobro vprašanje. Kolikor zastopam, morajo pa če na par davkov prej uvesti, zato da bodo lahko plače razbremenilo. Ne? Ampak če nič ne bi dobili, bi čisto razbremenjeni tega. Nič ne bi dobili. Sploh se ne bi bilo treba s tem ukvarjati. Ja, to je zdaj problem, če imaš plačo. Ja. Če ne pa mu... Ne je bilo problema. Komunizmu je glavni problem plača. Dajmo to ukiniti, pa se nehamo pretvarjati. Ja, ker eni dobijo preveč in to je treba razdeliti. Ja, tako. Razumem. Ja. Imam en podatek od kolega Rigelnika in sicer pravi, da 8% ljudi v Sloveniji plača več dohodnine kot 65% ljudi v najnižjem razredu. Še enkrat. 8% ljudi plača več dohodnine, več davka kot 65% ljudi. To prostovoljno, ne? Oni plačujejo za nas. Prostovoljno, ja. Tako da samo za ilustracijo. Ne? Cene, kaj pa pokojnina? Jo bomo mi dobili? Ja, dobro vprašanje. Ne? Zdaj mislim, da se moramo pripraviti, da po vsej verjetnosti, odvisno od starosti, zdaj, če smo 5 let pred pokojnino, mislim, da jo bomo še dobili. Zdaj, če smo pa 15 let pred pokojnino, bi pa je že močno dvomil, da... Se pravi, če smo zdaj stari 70, pa 15 let 85, takrat pa 85, ko se nam upokojili, mogoče kaj dobimo. Ja. Zdaj, za tiste... 86, ko šmramo še cel let, kaj? En Božič, na Veliko noč pa zgotov.
Koliko pa rabiš takrat? Tak? Ja, to boš porabil. Takrat bodo Kaj pa pa vnuki delal? kupovali nam, ne pa mi vnukom, a ne? Stvari. AI je kaj napisal, da mi nekaj zapoje. ali pa kaj. Recimo, ja. Zabava. Kaj pa razmišljanje o tem, da bi lahko sami usmerili denar, ki se trenutno namenja za pokojnine, se pravi, se mi dajemo iz naših plač, ampak nimamo dejansko možnosti se odločiti, kam bi to šlo. Kako pa na to gledaš? Je ok, da se upravlja tako, kot se trenutno upravlja? Ja, dokler se ne srečaš z zdravstvenim sistemom, kar pomeni, da dejansko nekaj rabaš od našega zdravstvenega sistema, bi rekel, da bi mi bilo ljubše, da bi mu možnost da bi mu več možnosti, kako bom jaz s tem denarjem upravljal, ne? Kar pomeni, da ne da se država odloči, da bo pač dala tok pa tok za zdravstvo, ampak da se sam odločim. Ne? Prav, ti si zdaj govoril o zdravstvu. Recimo, pokojnina je pa sploh druga zgodba, ne? Ker če pri zdravstvu recimo rečemo, da recimo, da plačujemo zase, čeprav ne. Seveda to ne drži zaradi tega, ker kje pa piše, da tisti, ki več prispeva v zdravstveno blagajno, da je tudi več bolan, ne? Ja. Večkrat bolan, tako naprej, zaradi tega, ker očitno, ko več prispeva, tudi več dobi. Mora biti bolj bolan. Ja, da pokur tisto, kar je plačal. Skratka, tako že tudi tukaj plačujemo za starejše, ki so po vsej verjetnosti več v bolnišnici. Potem pa pokojnina pa je upam, da precej jasno znano, da plačujemo za tiste, ki so trenutno v pokoju, ne pa zase. No. Ker mi nimamo osebnih računov pokojninskih in bi bilo bolj smotrno, da bi dejansko dobil pri pokojnini nazaj tisto, kar si plačal. Ne. Saj približno, saj cirka. Ne. Mislim, ne samo tisto, kar si plačal. Ti si plačal. No, seveda, da smotrno tudi nalaganje, ja, seveda. Seveda, ja. Tako. Ne, drugega mora saj inflacijo. Ja, to bi bilo fino. No in recimo, tukaj je ravno to, ker se ne plačuje za nas, se ta denar ne more plemenititi, zaradi tega, ker se takoj porablja. Ker pomeni, da ni, inflacija poje to. A slučajno veš, koliko imamo penzionistov v primerjavi z aktivnim delovnim prebivalstvom, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno? To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Skozi manj. Mislim, penzionistov skozi več, ampak tisti, ki plačujemo, nas je pa skozi manj. Ampak ne, čisto številke pa v glavi nimam. Vemo pa, da bo ta trend še slabši. Vedno manj bo redno zaposlenih, ki bodo vplačevali in vedno več bo. To je pa težava tega sistema. Ne? Če ne plačuješ zase, pa plačuješ za tistega, ki je že v pokoju. No, ker smo v oddaji, kjer govorimo o Bitcoinu, kaj pa varčevanje pokojninskih skladov v Bitcoin? Se ti zdi to smiselno? Mislim, pri nas je ta debata, kot smo že rekli, brezpredmetna, zaradi tega, ker se ta denar takoj porab. Pa še malo gre z proračuna. Celo tako? Ja, seveda. Aha, mi sploh nimamo rezerve. Ne, mi smo v minusu. Direktno gre, vsak mesec moraš z proračuna dati. Ojej. Yep. Ojej. Bitcoin nas nareši, mi smo pa res uriti. Zdaj, kaj imamo? Mi imamo, kako se že temu reče, drugi pokojninski steber. Ja, ampak drugi je tisti, ki pa je, sicer tukaj spet ni čistko, da boš tisto, kar vplačaš, dobil nazaj, ampak vsaj na začetku je bil zamišljen, da bodo oni ta denar nalagali
Mislim, da 3 politike. 3 politike, s tem, da Bitcoina mislim, da nihče ne vključuje v svoje. Imaš pa kaj, delniške, obvezniške, pa depozite. No, mislim, da imaš te 3 kategorije. Voden na računu posameznika. Ne? Tam tudi dobiš vsak let poročilo, koliko je ta sklad naredil, pač neki požrajo vstopni stroški, neki... Vsak fond mora živeti. Ampak kako misliš, da bo z izplačili tukaj? Da bodo posamezniki dobili deleže od teh svojih vplačil ali bo se to spet vzajemilo, povprečilo? Ja, na začetku je bilo zastavljeno, da boš dobil tisto, kar si vplačal, ne? In si imel tudi neko možnost precej hitro to dobiti ven. S tem, ravno to sem hotel povedati, da se je to spremenilo 2013, 2014, tam nekje. In to je rekel enkratno izplačilo. Ni več možno, čeprav je bilo tudi tisto enkratno izplačilo precej obdavčeno, pa tako naprej, ampak pustimo te podrobnosti. Zdaj pa imaš samo možnost zbirati, kako ti bojo izplačevali, se pravi dinamiko izplačil, ne vem, da na začetku malo več, pa malo manj, ali pa na začetku malo manj, pa malo več, ali pa skozi isto, glavno se, niti ni pomemben, pač neko, to dinamiko imaš možnost, ampak da boš nekako dobil tisto, kar si vplačal noter, pa s tem govorim dejansko bolj meni nominalno, ne, brez kakšnega posebenega oplemenitenja. Mislim, da moraš kar lepo starost doseči, se pravi preko 90 let. Da dobiš, kar si če se upokojiš tam nekje pri 60 recimo. Nekoč nekdaj sem slišal eno idejo, da je najboljš umrt brez denarja. Se pravi, da razdeliš za potomcem, kar imaš in da se oni ne kregajo za ostanke, ampak pri nas se to sploh ne treba skrbeti. Če si v rangu poprečne plače, ti tako noč ostane. Čeprav, če pa umreš preden začneš to koristiti, pa mislim, da celo dobijo potomci. Ja, dobijo to izplačanje. No, njim se pa ni treba upokojiti, oni pa dobijo, mislim, da kar tako je. Ja. Sam ne me tukaj za besedo držati, ampak mislim, da dobijo nekako, da je to edini način, da dobiš zadevo izplačano. Prav se kar splača umrt pri nas. Mislim, če hočeš dobiti svoj denar nazaj, ne? Ja. Kaj je še tu, poleg tega, da umremo čim prej? Mislim, moja osebna rešitev je, da tiskam mi ostane pač nekako kupam nekaj, kar je omejene količine. Zato. Jajc po zimi ne valijo dosti. To je relativno omejen in se dodaja vsako leto, glede na to, visoka cena. Kam ga daš? V zobe? Ali nisi bilo mojih zob? Ja, pa v hane. Kako pa gledajo pri vas v firmi? To skaj razmišljajo o naložbo za pokojnino? Mislim, da jih je še zelo veliko, ki pač računajo na to, da bo država poskrbela za njih. Oziroma, ne da jih je veliko, mislim, da jih je krepka večina, do praktično vsi. Mislim, da jih je zelo malo, ki se zaveda, da je zelo velika verjetnost, da bo pokojnina ali zelo slaba, ali pa je ne bo. Ne? Pač treba je, da sistem ni vzdržen. Zdaj, koliko časa ga bojo uspeli vzdrževati, je drugo vprašanje. Vzdržuje se ga lahko samo tako, da povečuješ dobo upokojevanja, pa zmanjšuješ tako imenovani odmerni odstotek. Ne? Ja, in po drugi strani lahko pa še malo printaš. Ne? Pač mi ne. Mi si lahko izposodimo. Mi moramo prepričati, da bi kdo drug sprintal. Vse, kar lahko država stori, je, da si izposodi. Ja. Vse to je kontrastranti. Sicer, dobro, se to, da ga ne more sprintati, ni nič slabega. Ja. Ker vprašanje, kakšno inflacijo bi mi imeli potem, če bi ga lahko printali. Cene, hvala za tvoj čas, za tvoje znanje in tele plače mi niso bile všeč, ker ne vem, kako si to bral, da država vse pobere. Tako da ja, hvala, da si nam tole malo pojasnil. Večini
verjetno še vedno ni jasno, kaj je bruto in da je to njihova plača. Ja. Pa da obstajajo sploh, da ta kategorija sploh obstaja. Mislim, da jih ni veliko. Če bi šli kakšno anketo delati, ne verjamem, da bi bili spodbudni rezultati. Mogoče bo zdaj nekaj poslušalcev tukaj prispevalo k višjemu odstotku pri anketi, ampak... No, ampak nam bo dal pa to vsaj misliti, pa ko bomo pred kakšno dilemo samo znali odločiti, kako bo kaj z denarjem, ki nam ostane, da bomo vsaj sami kaj prevrčvar. Pa mogoče tudi kakšna pogajanja pri plači pri delodajalcu bodo potekala zdaj drugače s tistim, ki ve, koliko on stane. Hvala. Hvala lepa. Prosim. David, kaj praviš na to debato, ki smo imeli s Cenetom? Meni se zdi koristno, no, da smo še enkrat spregovorili o tej famozni bruto plači in razumevanju, tako da upam, da ljudje bojo zdaj to vedeli, kaj pomeni. Predvsem pa, da so videli, koliko oni stanejo podjetje in na drugi strani, da je to v bistvu njihova plača in koliko te plače država vzame, koliko smo ugotovili, skoraj pol. Ja, torej razumeti moramo obremenjenost in obdavčenost našega dela, ker ko se znajdemo kot podjetniki, nas to kar naenkrat kar fejst stane. Ne? Ja, stane imaš prav. To stane. In kot sem že prej rekel, jaz sem bolj za to, da dajmo biti suvereni in sami razpolagati svojo plačo. Pomeni, naj podjetje meni plača toliko, kolikor je moja plača, potem bom pa jaz sam odvedel za tiste storitve, za tiste, se pravi, za pokojnino, kjerkoli bom že pač mislil, da si jo bom najbolj zagotovil. Ampak, David, takoj se bomo srečali s pomisleki, ja, kaj pa ceste, infrastruktura, zdravstvo. Ja, jih pač ne bo, tako kot v vsej zgodovini človeštva, nič ni bilo, ker pač ni bilo države očitno, ne? Točno. Se pravi, še vedno bomo to hoteli, še vedno bomo to imeli. In tisti, ki tako in pač, če bomo hoteli, če si bomo želeli, bomo to tudi dosegli na takšen ali drugačen način. Pa zelo težko bomo tako neracionalno gradili ali pa plačevali projekte, kot jih zdaj, ne, z družbenim denarjem. Absolutno. Ne, mislim, z tujim denarjem je najlažje operirati, ne? Nič te glava ne boli. Nikoli. A malo se spomnite na vse afere glede zdravstva in naročanja, javnega naročanja ne vem kakšne opreme. Tam res preplačamo. Ne? Dajmo raj ta denar zdravnikom. Ali pa medicinskim sestram. Medicinskim sestram. Ne pa tistim krokarjem, ki so zadnji. Peva naprej. Novice iz sveta Bitcoina in drugih stvari, ki naj jo zanimajo. Si kaj najdu, David? Najdu sem Japonska znižala davek na dobiček za Bitcoin iz 55 na 20. Mater, iz 55 na 20 se jim je zrola. Na nulo mora dati. Tako, ampak veš, to je tako, kot da bi gospodar rekel, ne bom te zdaj več velik tepel, te bom malo. Ja, malo. In tako folk verjetno je ful, se pravi, če so iz 55 na 20, mora biti folk skoraj dvakrat bolj vesel. Ja. Kaj še drugega? Abu Dhabi, sklad, je kupil Bitcoin ETF. Se pravi, ni kupil Bitcoin, ampak je kupil Bitcoin ETF za približno 500 milijonov. Državen sklad, kaj to je država? Ne? Ja. Pomeni, da mogoče je to zdaj napoved, to, kar že dlje časa napovedujejo, da se bo teorija iger, ne samo med podjetji, med posamezniki, ampak tudi med državami začela. No, pa poglejmo še v ZDA. Podatki o inflaciji so rekli, da so tam 3%. Ful nižja, ne? Čakaj, kako nižji? Mislim, nižji, kot je bilo enih 5, 6, 7, 8, 10 ali koliko je bilo. Še vedno je to inflacija, še vedno kar velik nam denar manj kupi skozi čas. Ampak čak, bila je pa tudi zdaj Evropska centralna banka, ki je pa rekla, da pa back on track, se pravi, da smo pa že nazaj na 2. No, ampak še vedno izgubljamo 2% na leto. Kako to misliš?
Hočeš reči, da, da nismo zdaj spet tam nazaj, ki smo bili? Ja, sej ni bilo nič v redu to, kjer smo bili. Ja. No, ampak si videl, kaj je Trump naredil? Ukazal je prenehanje kovanja kovanca za 1 cent. Ne, nisem, da povej več. No, to je znanilc inflacije, ne? Se pravi, če se cene zaokrožajo na več kot 1 cent, tega kovanca ne potrebuješ. Malo bo prnestko. Tako. No, ampak razlog, da ga je ukinil, da je dal ukaz o prenehanju proizvodnje tega kovanca, je bila cena nastanka. Torej, da naredijo en kovanec za 1 cent, jih to stane 3,7 centa. To pomeni izdelava in distribucija. Še slabše razmerje imajo pa na kovancu za 5 centov, saj je njegova proizvodnja in distribucija ocenjena na 13 centov. Kaj to pomeni? Ja, da bo verjetno tudi 5-centski kovanec ali nikelj kmalu šel ven iz obtoka in iz proizvodnje, najprej iz proizvodnje, potem iz obtoka, ne? Ampak to pomeni spet zaokrožanje cen, bo spet na 1 decimalko više. Ne? Se pravi, to je direktna posledica inflacije. Sem, ko jaz gledam, ne, pa se denarja sploh ne splača imeti. Kako misliš? Keša, gotovine? Ali... Ja, takole pač počas bo vse brez veze imeti, ne? Kako bodo vse ukinile, ne? Ne, v resnici večje nominalne enote začnejo printati. To smo doživeli že nedavno tega v Jugoslaviji. Ampak, a ni bilo tako, da so zmanjšali... Rezali so nule. Ne, to ja, ampak da v Evropi ni več, kako je že bilo, je bil banko za 500 ali koliko je bilo? V Evropi so pa ukinili proizvodnjo, tiskanje bankovca za $500 zaradi pranja, mislim, zaradi z izgovorom, da preprečujejo pranje denarja in teroristov in tega. Ne? Ja. Ker se smo videli, teroristi so bili zmer polni bankovcev po €500. Ja. Ampak prej so manj streljali, ker so imeli skozi 2 kovčka polna bankovcev po €500. No. To pa res. Zdaj pa nimajo nič v rok, imajo pa nože pa pištole. Ne? Ja. No, jaz se tega spomnim, kako so v Jugoslaviji ukinjali nižje denarne enote in jih nadomeščali z večjimi denarnimi enotami, se pravi z bankovci z več nulami. Ne? In veva, kako se je končala Jugoslavija, razpadla je najprej je zapadla v hiperinflacijo in potem je razpadla zaradi vojne. Ne? In vsega, kar se spomnimo iz zgodovine. Začel se je pa z ukinitvijo para. Ne? In potem kar naenkrat smo sprejemali tiste bankovce z ogromno nulami. Ne? Danes si ne obetamo izdaje nove gotovine, z razloga, ki smo ga prej navedla, ne? Ker se bojijo, ker nas ščitijo, da ne bomo prali denarja. A ste kdaj opravil kakšen bankovc? Ja. To je zelo protizakonito. No? Zanimivo pa je, nisem mogel pa nič uporabiti več. Ki je bil pran. Ja. Nisi s tem opranim denarjem nič kupil. Nisem mogel. A si prišel v trgovino, pa si rekel, da je pa pran. Kaj to zdaj za cefran? No, ampak zanimivo, da Švica ne ukinja bankovca za 1000 frankov. Za 1000 frankov ima. In celo ugotavlja, da ta ne predstavlja grožnje pranju denarja, ampak bolj hranilca vrednosti. Se pravi, folk ga ima doma ali pa kjerkoli že v sefih, z njim ne dela transakcij in se jim zdi čisto upravičeno, da ta bankovc ohranjajo v obtoku. A veš, kolikšen je bankovc, najvišji bankovc v ZDA? 100? 100. Nimajo večjega bankovca. Mislim, tudi v zgodovini ga ni bilo? Mogoče, mislim, da so bila neka potrdila v večjih enotah, ampak ne v obtoku. Mislim, da niso imeli večjega bankovca kot 100. Zanimivo. Glede na to, da je dolar svetovna valuta, nimajo večjega bankovca. Ko govorimo o digitalizaciji, veva in večkrat opozarjava na to, da ima EU načrtu ta CBDC, se pravi centralno bančno digitalno valuto, s katero imajo načrt nadzorovati naše transakcije. Na drugi strani pa spet Trump to idejo v Ameriki ugasnil. Jaz upam, da ni to kakšna politična... Verjetno je. Verjetno je, ne? To je tudi Jerome Powell, se pravi šef Ameriške centralne banke, v zadnji izjavi potrdil. Se pravi, da ne grejo v to smer in da ne bojo tega naredili, če sem prav bral.
Bom pa videl, kaj bo to pomenilo. Ja, lahko da bodo sam kaj preimenovali. No, ampak super, če tega ne naredijo. No, ker smo že pri kovancih in bankovcih, a veš, da v Sloveniji, ko plačujemo kakšno stvar malo več vredno, operiramo z besedo jur. 3 jurje, 8 jurjev. Ja. A veš, odkje to izvira? A jurje? Ja. Od prijateljev. Od prijateljev pridejo, ja, če mi kaj narediš, ampak zakaj imenujemo 1000 enot jurja? Pojma nimam, daj povej. Se veš, tudi ko smo imeli dinarje, so bili juri, Ja. Pa ko smo imeli tolarje, so bili juri. Ja. Zdaj, ko smo dobili evre, so bili juri in jaz upam, da enkrat bomo imela tudi midva proračun tega podcasta enega jurja, Bitcoinov recimo, No, v glavnem, jur izhaja iz bankovca za 1000 dinarjev Narodne banke Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ali pa Srbov, Hrvatov in Slovencev. Izdan je bil 30. novembra 1920 in dal v obtok šele 11. aprila 1923. Moramo vedeti, da so ime so dolg časa usvajali. Ne, veš, to so bili analogni časi, ne? Ti si mogel to natisniti s kojimi tistimi kočijami in avti razdeliti. Pol so ga pokradili, ker so ga... No, in ukinjen je bil že 1. marca 36. leta, se pravi še pred drugo svetovno vojno. In od takrat naprej gor je bil Sveti Jurij. Od takrat naprej se je v tem področju prijel izraz enega Jurja, zato ker je bil gor Sveti Jurij, in to še kar ostaje. In to je po mojem kar en tak unikum. Stane zanimiv. Ja, še en fun fact imam, kako hitro propadajo fiat valute. Čez dalje hitrej. Res je? Pa mogoče tudi na srečo v tej situaciji, ki imamo rešitev v Bitcoinu, ampak dajva si pogledati en primer pri nas. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. A kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka, Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bilo. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš s kodo na Coinu, dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Leta 1820, torej 205 let nazaj, smo v Sloveniji uvedli prvo valuto oziroma prvi bankovc. Takrat se je nekak denarni ali pa monetarni sistem začel, vse smo imeli tudi prej kakšne potrdila, kovance in tujih premen. Ampak v zadnjih 205 letih smo zamenjali 9 valut. In če to drži, je to v povprečju 22,7 let je trajala ena valuta. Okay. Ne spomnim, to so bili krajcari, goldinari, krone, spet dinari, celo lire, natisnjene v kočevskih gozdovih. A si ti to vedel? Ne. Tudi jaz nisem vedel. Ti si veren. Wow. In potem tolar in evro. Med tolari se pa spomniš, da smo vmes še bone, ne? Ja, zelo kratko obdobje. Ja, zelo kratko obdobje. No, v glavnem, evro smo prevzeli 1.1.2007. To pomeni, da zdaj ga imamo že 18 let. Ko hočeš povedati? V povprečju fiat valuta na našem teritoriju umre v 22,7 let. O, mater. Dobro. Za ne bi tako črno gled. Ne, sem zelo optimističen, ker imamo že rešitev. Buy Bitcoin. Ja. Dobro si tole naštudiral. Nisem tega vedel. Moramo vedeti, odkje je denar, se pravi, kdo je gospodar našega denarja. Tudi to nisva povedala. Kdo je gospodar? To nikoli ne vem. Žena. Nisva povedala, da v teh 9 valutah smo bili neko obdobje celo sami tisti, ki smo izdajali denar. Slovenska narodna banka oziroma Banka Slovenije, pa prej banke te Jugoslavije v različnih oblikah, pa še prej spet neka narodna banka Slovenije itd. In smo v zadnjih 205 letih najmanj monetarno neodvisni. Se pravi, zdaj nam pa Evropa diktira monetarno politiko. Ja, ko smo šli v evrosistem, smo izgubili suverenost upravljanja z denarno politiko države.
In zdaj smo vezani na ostale. Tako da, Ampak David, če gremo v Bitcoin, ja, to pa spet mi ne izdajamo. a Bitcoina. Ja, Drži, Bitcoina noben ne izdaja. A ni to zanimivo? a je to zdaj še slabš? To je zelo slabš za tiste, ki hočejo manipulirati količino denarja. Torej, za tiste, ki so zdaj pri koritu Tako. in to počnejo. Ne? Ja, za nas pa se pravi, Zakaj je pa je to to slabše? boljš. A zakaj je boljš? Ja. Ne, zakaj, hočeš reči, zakaj je bolj za nas? No, pa tako. Zaradi tega, ker ni nikogar, ki bi lahko upravljal oziroma s količino denarja, ki bi lahko to spremenil, ampak je sam protokol, Bitcoin. Ne? A ja, ne bo tako 16 mož za zaprtimi vrati se usedel vsake 3 mesece, pa bodo določili ciljno obrestno mero. Zaenkrat še ne. Mogoče je to pri kakšnem Trump-coinu Solati, ja. pretehno. Aha, shitcoini. Nisem jaz tega rekel, tako da stane, ne vem, odkje si to dobil. To je najbližja asociacija. A veš, da je en KP enih coinov, to veš? Sem slišal. Ha? Sem slišal. Ja, Mila je nekaj se zdaj povezal z enimi in je prav poskemal Argentince. Res ne moreš verjeti, znova in znova in znova. Jaz sem se naučil lepo od Trumpa, a ni? Ne, ker Trump v resnici ni. Pa se vem, da ni on. No, pač. Ne, ni se umaknil, ne? Ker Milej se je potem umaknil, distanciral se je od projekta. Ja, Trump se nikoli ni, ne? On je pač nategnil in pač za tem stoji. Ne? Dobro jih je nategnil. Zdaj Milej jih je pa nategnil, ampak se pa zdaj dela, kada jih ni. Ne? Ja. Je pa, kaj je bilo, eni uri, dveh, ali ko je strašno skočil, pa tudi strašno padal, kaj je proti 0,00. Ta čas, ko sem raziskoval, koliko denarja smo imeli pri nas na našem teritoriju, se nisem imel cajta ukvarjati z Milejevim shitcoin projektom. Škaj se mi pa zdi, da so zadnji isti ljudje, ki so bili mogoče pri Trumpu, pa pri Melani, pa pri kaj so in ko za enih kojnih še so bili v teh zadnjih 14 dnevih ali kakorkoli že na mestu. A res? Ne, sam zdi čistko. Si predstavljam, da so rekli, evo, zdaj imamo Trumpa, Melanija, gremo pa naprej, kdo je naslednji, Milej mogoče. Ampak to je tako neko digitalno znanje potrebno ali pa delo na internetu, ki ga lahko skopirava tudi midva. Tudi midva narediva en A ga ni eno v Sloveniji zdaj tudi pred kratkim? coin ali Janša coin ali Ja, a ga ni eno tudi v Sloveniji zdaj izdal. Ne vem. Enka ima tudi nekaj izobraževanja o investiranju. A mogoče pa šala, vse ne vem. Na Twitterju sem videl. A res? Ja, To sem spremljal. ja. Drugače pa ja. To so usklajene marketinške kampanje. Ki se jim z lahkoto izognete. Ja, kupite Bitcoin, no, tam imeli nobene izkušnjave za take projekte. Tako. Tako da, ja, mava, je to, a ne, za danes. To je to. Lahko sam rečeva, veš kaj lahko rečeva, ne? Da, če ostanete na coinu in Spirite se to šije. adijo. Adijo.